Ponovno pozdravljanje v oddaji Vroči stol. Več replik je bilo, v bistvu bi šel po vrsti, ampak vendarle, glede na to, da smo precej časa porabili, v bistvu, če se vrnem izhodišču, vendarle pričakujejo ljudje nek odgovor, kaj je tisto, kar bo pomirilo oziroma vrnilo duh v steklenico, ki je ušel pravzaprav. Ali so to te predlagane spremembe, o katerih se bo pač stranke na veliko pogovarjale, oziroma vsak ima nek predlog o tem, ali je to neka tehnična vlada ali vlada nacionalne enotnosti, kot je prej gospod Fištravec rekel, ali so to predčasne volitve ali neka velika koalicija. Mislim, nekaj radikalnega se bo moralo zgoditi, mislim, da to ne bo pomirilo situacije, če se bo stranke pač opredeljevale do nekih predlogov in same dajale predloge in ta debata bo trajala verjetno do par mesecev do prihodnjega leta. Izvolite, pa gremo po vrsti. Izvolite. Točno tako, se strinjam z vami. Če bomo se zapletali v te brezplodne debate, bomo stopicali na mesto. V tistem delu, kjer ljudje pričakujejo več pravne države, mislim, da moramo predvsem nameniti več zaupanja pravosodju kot takemu. Mi imamo neodvisno pravosodje. Mislim, da je naše pravosodje, vsaj kolikor se to nanaša na odnos do politike, dokaj neodvisno in da mu lahko zaupamo. Temu pravosodju treba pomagati, ne ga zdaj rušiti, ne mu zdaj groziti z menjavami, z odvzemi mandatov in tako naprej. Ker to bo samo povzročilo notranji nemir, da se bodo potem ti v pravosodju spet več ukvarjali s sabo, namesto da bi se ukvarjali s problemi drugih. V tem delu vlada lahko pomaga, tako da v bistvu nudi vso pomoč, ki jo pravosodje potrebuje, tudi pri proračunu. Letos smo videli, kako je ta vlada, sedanja vlada, pravosodju vzela kar precej denarja in je predsednik Vrhovnega sodišča opozarjal, da bo to upočasnilo sodne postopke. Ljudje pa zdaj pričakujejo ravno obratno. In še nekaj, prejšnja vlada, Pahorjeva vlada je tu omogočila pravosodju s sistemskimi spremembami, da deluje hitreje, ker je bil ustanovljen nacionalni preiskovalni urad. Ravno zaradi takih primerov, o katerih je bilo prej govora, o velikih finančnih malverzacijah in gospodarskem kriminalu. Pa specializirano tožilstvo smo ustanovili, pa specializirane oddelke sodišč. In s tem v bistvu vzpostavili verigo, skozi katero zdaj ti novi primeri, govorim za zadeve, ki so bile vložene po uveljavitvi teh zakonov, grejo zelo hitro skozi. Problem so pa seveda tiste zadeve, ki so že bile v pravosodju in se morajo dokončati po tedaj veljavnih pravilih. In seveda tam ne teče vse tako, kot bi moralo, ampak tu ne z metanjem polen pod noge pravosodju, ampak s podporo, tudi če hočete, z izjavami najvišjih političnih predstavnikov, kot so ministri, ne z stalnim kritiziranjem in nestrinjanjem z to ali z ono odločitvijo. Včasih je treba tudi malo zadržan. Glejte, kaj se je zgodilo v primeru Balkanski bojevnik. Izpadlo je, kot da je tu nek sodnik, ki nima, po domače povedano, 3 čistih izpustov največje kriminalce na prostost. V bistvu pa ni šlo za čisto nič drugega kot za slovenski primer O.J. Simpson. Tudi Američanom se je zgodil. Zakaj? Zato, ker je policija naredila nekaj težkih napak v fazi zbiranja dokazov. V enem delu naša, v drugem delu pa srbska. In seveda, pravna država je točno to, da pretehta in da deluje z zavezanimi očmi, ne da si odveže oči in vidi, kako javnost pričakuje neko konkretno odločitev. Po drugi strani pa pravna država pomeni tudi to, da tisti, ki so naredili napake, naj zanje odgovarjajo. Ne pa, da se zdaj skrivajo vsi za tem, češ, ja, naši sodniki pa ne znajo uporabljati prava na ustrezen način. Dobro, jaz mislim, da imamo še nekoga na liniji, ki pravi, da ima rešitve za vse. Izvolite, dobro večer, na kratko, ker smo zelo omejenih časov, pa imamo še par zadev. Izvolite. Ja, dovolite, dobro večer. Glejte, zadaj za vami je ekran, na njem piše Vroči stol. Denimo, da bi tam pisalo, koliko je naš korpus slovenstva kapitala skupaj spravil in bi se točno videli, koga je, kdo ga jemlje, kam ga bo odnesel in bi vsi vse vedeli in sploh ne bilo treba več toliko debatirati s tem, kdo je močnejši, kdo ima večji vpliv.
ampak bi enostavno videli tako na televiziji vsak dan, vsak trenutek lahko, kar vidimo, ne vem, dobro jutro. Dobro, hvala lepa. Običajno gledamo, kakšen je javni dolg, se običajno, mislim, da v Ameriki ima objavljeno in vsak dan gledajo, koliko je javni dolg države. Izvolite, gospod Udep, gospod... No, jaz bi rekel spet, da se ne bom ukvarjal s temi predlogi. Ja, ker v bistvu smo... Ker vedno skrenemo, to samo dokazuje, da so te predlogi prazni. Nič drugega in da se skuša ustvariti neka dimna zavesa, da se ne bi razpravljalo o resnih problemih. In tudi nas je malo zapeljalo. In jaz bi se vrnil k tem problemom, ki so resni. Namreč, tu je pa res možno dvoje. Tudi tu je možna politika, ena je možnost velike koalicije, seveda. Ja, to se pravi SDS, to je možnost, ki se je že nekajkrat nakazuje po teh predsedniških volitvah nekako, ne? Čeprav jaz težko verjamem, da bo do nje prišlo, poznavajoč vse te razmere v strankah, dvomim, da bo do nje prišlo, čeprav bi bilo to možno. Čeprav ste rekel, pa tudi meni se je kolega, da se pa ne da z dialogom nič rešiti, pa to pa ne drži. Če smo spravili skupaj pokojninsko reformo, če tečejo pogovori, da bi se rešil problem državnega holdinga, referendum, tu smo že zelo blizu. Jaz mislim, da smo sposobni ob posameznih projektih, ki so naravnani v neko učvrstitev našega sistema, da smo sposobni Slovenci marsikaj storiti. To se pravi, vi dopuščate še možnost dogovora, ne glede na, brez nekih velikih radikalnih političnih sprememb? Veste, se nam drugega preostalo ne bo. Če ne bo prišlo do globokih političnih sprememb, če ne bo prišlo do koalicije, take trdne koalicije, velike koalicije, potem bo treba reševati konkretne probleme in to z dogovarjanjem... Z predčasnimi volitvami ali pa s tehnično vlado? Ma ne, predčasne volitve ti vzamajo ogromno dragocenega časa. V tehnično vlado pa jaz čisto vedno ne verjamem, čeprav seveda ni izključena. Še nekaj bi hotel reči, ne. Jaz verjamem kolegi dr. Šturmu, da je predstavnik OECD sedaj podprl vladine ukrepe, ampak saj to Evropa itak počne. V Evropi je na oblasti Evropska ljudska stranka, njeni člani so med drugim tudi SDS, mora biti še katera izmed teh strank, in oni podpirajo svoje. Medtem ko vse raziskave OECD-ja prej so pa govorile, da je treba za take naloge organizirati agencije. No pa pustimo zdaj tudi to. Pri slabi banki, se sploh ne gre za banko, gre za nek sklad. Pri slabi banki pa res jaz sam nisem dobro vedel, kaj bi bilo bolje. Problem je treba rešiti. In sem rekel, jaz se bom zanesel na ekonomiste. A mislite, da zdaj vem, kaj je bolje? Večina ekonomistov je proti tej obliki tako imenovane slabe banke. Pravijo, mora kar sama vsaka banka posebej reševati te slabe terjatve. Slaba banka ima lahko eno dobro stran, če bi tisti, ki z njo gospodari, ravnal popolnoma pošteno. Ampak tu ni zaupanja, v bistvu očitno. Ne, jaz ga nimam. A če ljudstvo absolutno ne zaupa politiki, a zdaj bomo pa kar naenkrat zaupali politiki, ki dobi v roke s slabo banko zelo močno orožje. Ne samo, da kontrolira in ugotavlja, kje se je to res zgodilo, ampak da daje prednost nekaterim, drugim pa ne, in da dela selekcijo na politični podlagi. Dobro, izvolite, gospod Šistrovič. Stvari so bolj preproste. Vse jaz tako, dobro, pač preprosto razmišljam. Vsak kredit, ki ga banka odobri, ima interno proceduro,
po kateri se krediti odobravajo. To ve vsak kreditojemalec. Vsi 10, 20, 50 in tako milijonski krediti imajo po proceduri dokumentacijo. To, kako so ti krediti bili podeljeni, se ve že vsaj 3/4 leta, če ne več. Ker so interne revizije raznih tipov to že ne vem kolikokrat predelale. Samo vprašanje je, kakšna slika se bo potem pokazala. Razumete? Jaz vem iz prve roke, da so se dajali krediti, ki so po strokovni plati bančnega vrednotenja rizika imeli priporočilo 0, to se ne daje, in so se krediti odobrili. Niso se odobrili kar tako. Ja, pa mislite, da bo zdaj, v bistvu, če se bo sprocesuiralo te ljudi, ki so pač na ta način odobravali kredite, mislite, da bo to rešilo? Na eni strani imamo ljudi, na drugi strani imamo pa tok denarja. To ni denar, ki se je v kovčkih vozil okrog, ampak je denar, ki je šel po neki institucionalni poti. Obstaja sled denarja. Avstrija in Nemčija sta se s Švico bilateralno dogovorile, da takšen čuden denar, ki je prišel k njim, da Švica sicer ne pove, od koga je, ampak ga obdavčijo in dajo in gre davek tja. Skratka, marsikaj je možno. Seveda, to ni specifično slovenski problem, to je svetovni problem, ker svetovni kapitalizem funkcionira na način, da mu niso dovolj nizki profiti, ampak ustvarja ekstra profite s krajo. Zato so ustvarjene davčne oaze, kamor lahko se denar ponikne. In ta skušnjava je prišla tudi v Slovenijo, že takoj leta 1991, bypass firme pa tak. In zdaj, seveda, ker ni bilo nobenega načrtnega bremzanja, so se domine podrle. In zdaj slepci vidijo česar, jaz se opravičujem. Ljudje so spregledali. Recimo, ljudje so spregledali, ne? Torej, ljudstvo je spregledalo, ki je tradicionalno politično nevidno. Naše elite so pa še vedno slepe, politične. V tem je problem. In kakšno rešitev vidite v bistvu? Mislim, vi ste rekli prej, da bi nekaj... Pravna država. Jaz ne vem, dobro, imamo del zgleda, poglejmo malo čez sotlo. Dobro, res je, da njihov predsednik vlade najprej moral biti politično odstranjen, pa dovolj na žulj stopiti močnim tujim vladam, ampak so se ga lotili. In zdaj marsikaj prihaja ven. Tudi pri nas bo marsikaj prišlo ven. Če se bomo lotili. Če se bomo lotili. Ker to je edina možnost. Drugo je pa sprenevedanje in spuščanje megle. Pa to ne pomeni, da zdaj vlada spušča megle, pa da politične elite so zainteresirane, da spuščajo meglo. In Slovenci so spregledali in zato govorijo ne levi, ne desni. Tisti, ki bo nehal spuščati meglo v očeh javnosti, bo dobil tudi politično podporo in bo stvar jasna. Veste, in če ima banka milijardo ali pa skoraj milijardo slabitev, potem se pa vi tam zafrkavate za 200 ali pa 300 tisoč evrov, prosim vas lepo, no. Zdaj, jaz bi predlagal samo, če ima režija že rezultate glasovanja, mogoče, mislim, kaj pravijo naši gledalci okrog o predlogu, da se gre na predčasne volitve. Imamo mogoče že rezultate glasovanja? Še en klic, pravite, ok, v redu, še en klic, ampak če bo zelo kratek, ker moramo zaključiti. Izvolite. Dobro večer. Halo? Ja, dobro večer, izvolite, če lahko zelo na kratko, ker smo... Dobro večer, samo na kratko. Ker sem se majhen bolj pozno vklopil v oddajo, bi rekel samo sledeče. Povejte. Gospod, ki sedi strani gledalcev na levi strani gospoda Šturma, je povedal srž vseh problemov. In jaz bom rekel takole. Leva opcija v Sloveniji je v zamegljevanju vzrokov resničnih problemov ni čudno, ker ta univerza šola kadre že več kot 70 let. Hvala lepa, lahko noč. Hvala lepa. Dobro, gospod Šturm, izvolite, še vam dam besedo okrog, pa pol pogledamo rezultate, pa zaključimo. Kakšno rešitev vi vidite? V bistvu zdaj
okrog teh predlogov, gospod Ude pravi, da se je vendarle možno neke stvari zmeniti. Zdaj, a se bo ta elita politična se sposobna dogovoriti, mislite, da se zaveda resnosti situacije, ali se bo tako kot danes, v bistvu, ko pač beremo. Vedno bolj se zaveda, se mi zdi. Pri pokojninskem zakonu se je to že pokazalo, drugi pogovori so v teku. Sam mislim, da je v tem trenutku treba zadevo nekoliko umiriti. Zavedati se moramo, da nasilje ne more rešiti ničesar. Nasilje samo vodi v mnogo hujšo revščino, ampak tisti, ki imajo denar, veste, oni bodo šli na Cipr, bodo šli ven iz Slovenije in njih to ne bo prizadelo. Ljudje bodo pa ostali. Ljudje bodo pa ostali, seveda, in bodo še 3-krat na slabšem, kot so zdaj. Zato nasilje moramo res odločno odkloniti. Bi pa samo še to pokomentiral, prejle, ki je povedal dr. Ude, češ, da evropske institucije, da so vse pod ljudsko stranko, Evropsko ljudsko stranko, to ni res. Predsednik Evropskega parlamenta je socialni demokrat, OECD, o katerem smo govorili, pa sploh ni evropska institucija. To je svetovna institucija, ki se izjemno dobro spozna na gospodarske zadeve. Torej, izhod je, gledajte, ta reformni ukrepi vlade bodo začeli delovati. Če se sprejme še proračun, ki je zdaj na mizi, bo v prihodnjem letu zagotovljenih 600 milijonov za oživitev gospodarstva. Prav to, kar je malo prej tudi govoril dr. Ude, nekaj keynesijanskih ukrepov. Evo, 600 milijonov bo tukaj. Mi smo ob tem, da smo dejansko zmanjšali primanjkljaj za več kot 1 milijardo in bo družbeni bruto proizvod manjši kot 3% primanjkljaj. To so lepi rezultati, ki nam zagotavljajo, da se izkopljamo iz krize. Za te zadeve, za rešitev tega splošnega nezadovoljstva, pa velja samo to, kar je povedal gospod Fišerc. Jaz bi samo prosil, če nam lahko režija pokazali rezultate in sicer ali podpirajo predlog za predčasne volitve. Mislim, da je večinska, seveda 78% ne podpira predčasnih volitev, 22% pa da. Mislim, da ljudje niso nekam naklonjeni, mislim, vsaj sodeč po tej anketi, zdaj, kar je precej klicov je bilo, niso naklonjeni nekim predčasnim volitvam. Kaj je pol, vi ste že rekli, gospod Ude, neka velika koalicija potem? Ne, jaz ne verjamem v veliko koalicijo, mislim pa, da se lahko v ključnih ukrepih vendar poišče skupni jezik, skupna govorica, ampak ne na koncu. Že od vsega začetka je treba upoštevati vse, kar kdorkoli, ki je relevanten v tem pogovoru reče. Glede na ta nasprotovanja, mislim, vladi, ali so sposobni v bistvu prenesti, da bo ena elita recimo sposobna, da pač bo recimo neka druga vlada, ki pač ne pripada, da bo neke rezultate dosegla v bistvu. Ja, saj ne bojo potem to njeni rezultati. Ta vlada, ki sedaj vlada, je zrušila prejšnjo vlado z izrazito nekooperativnim delovanjem, pomagala zrušiti. In zdaj pač lahko do nje čutimo določeno nezaupanje, jaz ga vsaj čutim, moram priznati. Gospod Zalar, izvolite. Kje vi vidite, v bistvu še čez neko zaključno besedo? Jaz mislim, da bi se tako vlada kot opozicija dejansko morali osredotočiti na ekonomske reforme, ne na reforme našega političnega sistema. Mislim, da je to izguba časa, nimamo ga veliko, vsaj v tem upam, da se politika strinja. Nima ga pa politika časa tudi zato, ker ljudje izgubljajo potrpljenje. To pa vidimo zdaj vsak dan na ulicah. Ljudje izgubljajo potrpljenje in ta sporočila, gotov si, dost imam. Kaj še bolj neposrednega pa ljudje lahko pravzaprav sporočijo političnim elitam, vsem. Tako da, če bi se torej v tem delu uspela politika toliko strezniti, da se osredotoči na tisto, kar je res bistveno in potem poiskati neke rešitve. Delim mnenje z kolegom Udetom, da je to tudi v teh političnih razmerih
možno. To ni še misija nemogoče. Ampak bo treba zelo, zelo pohiteti. Še eno... Samo en stavek dodam. A se spomnite ene televizijskega inserta pred razpadom Jugoslavije? Ena kanta je na tleh, mladenič se zaleti in jo brcne. In piše odspod dost imam. Zdaj se dogaja nekaj podobnega. Razmere malo spominjajo na tiste 90 leta, vse po tem, kar se dogaja. Jaz sem to, v bistvu, mi smo to že dali enkrat skozi 89, 90, 91. Zdaj, še nekaj sem hotel sam vprašati, se upravičujem. Danes je bilo rečeno, gospod Fištrovič, da nekdo plačuje te demonstrante, da dobivajo po 50 000 evrov, da delajo nasilje in take zadeve. Veste kaj, jaz mislim, da so organizirani protesti. Ne, jaz mislim, da to nima, da to je zamegljevanje. Ne, jaz predlagam, da ne hodimo v špekulacije. Jaz lahko samo to povem, kar so opazili novinarji in kar je tudi javno izjavil komandir, recimo, mariborske policije in zdaj tudi vidim slovenski vod. Oziroma gospod Veniger. Veniger, ne? Torej, da evidentno obstajata dve organizacije. Ena je organizacija aktivnih državljanov preko Facebooka, drugo so pa razbijači, ki prihajajo organizirano. Ne? To lahko v tem trenutku rečemo. Vse ostalo so pa špekulacije, ki ne hladijo, ampak dolivajo olje na ogenj. Policija... Zakaj mislite, da pridejo in potem na koncu razbijajo, v bistvu, in se spustijo v ta spopad, ki je bil, mislim, da v Mariboru, kar sem videl, v bistvu na lastne oči, to je... Dobro, pol treba še kdaj tudi na nogometno tekmo priti, ne? Marsikaj se... Zdaj jutri prihaja Lazio v Maribor, tako da bomo videli, kaj se bo tam dogajalo, ne? Tako da, zato je tudi mogoče policija na drugi vstaji malo preveč misle, da ima 10 viol pred sabo, ne, pa se je lotila. Ne, sam mislim, da je bilo premalo, mislim, da je bilo zelo malo policaja zdaj pri tej drugi vstaji. Zdaj pri tretji vstaji je bila taktika drugačna, ampak jaz se v to ne bi zdaj tako spuščal. Torej, mislim, da se policija uči, tudi za protestniki izražamo podporo policiji, da opravi svoje delo profesionalno. In sestavni del tega je, da policija naprej nevtralizira organizirane razbijače. Kako se to dela, jaz ne vem. To ne pomeni, da zdaj mora policija preprečiti, da razbijači pridejo na trg. Ampak ko se pojavijo, jih je treba nevtralizirati. Ampak se mi zdi, da je tako vzdušje v Sloveniji, da se čaka samo, mislim, ker zadnjič bi lahko bili tudi mrtvi v Mariboru, v bistvu na teh, mislim, z temi kamni in granitnimi kocki. Se mi zdi, da se čaka neka katarza, da se bo, v bistvu, napoveduje, da se nove vstaje, novi protest vse slovenski 21. Mislim, obstajata dve organizacije. Ena je miroljubna, podpira aktivno državljanstvo, druga je nasilna in ne podpira aktivnega državljanstva in je razbijaška. Ampak zakaj, v bistvu, kakšen je njen motiv, v bistvu, tej druge? Običajno se takšni upori razbijajo tudi na tak način, ampak pravim vam, tu ne smemo špekulirati, tu je treba oddelati delo. In če policija ujame človeka, ki je kalil javni red in mir, valjda lahko ugotovi, kako se piše, odkot prihaja, kakšna je njegova zgodovina. Razen tega pa imajo zgodovino že tako napisano. Še mogoče, gospod Šturm, a vi se tudi strinjate s tem, da so organizirane te nasilne nadaljevanja teh demonstracij? Ja, očitno mora biti nekaj na tem, pa če pa nenavadno odločitev tožilstva, da ni pridržala te priprte osebe še naprej. Gre za zelo nenavadno tolmačenje zakona, češ, da ne bodo ponovili tega kaznivega dejanja. To pa moram reči, je pa nenavadno. Še mogoče kakšen komentar s te strani? Glede teh zadnjih... To je težko ocenjevati, ker ne poznam tistih ljudi, ki so bili priprti, ali so jih spustili iz katerih razlogov. Tako da jaz nerad komentiram nedokončane sodne zadeve. Ja, tu je škoda, da tožilstvo ni nekoliko bolj
prepričljivo pojasnilo te svoje odločitve, da ne predlaga pripora, ker se potem seveda takoj usuje plaz lahko upravičenih, lahko pa čisto neupravičenih kritik, ki spet v bistvu jemljajo kredibilnost enemu delu pravosodja in spet zbijajo zaupanje državljanov pravosodje. Bo pa tožilstvo, če tako lahko rečem, imelo neke vrste popravni izpit v zvezi z obravnavo mariborskih izgrednikov, ker ne bi bili v kratkem pripeljani k preiskovalnemu sodniku in bo moral tam tožilec enako sprejeti odločitev ali predlaga pripor ali ne. Mislim pa, da jih je kar 28 tistih, ki so jih pridržali. Jaz bi se vam zahvalil. Jaz ne vem, če smo popolno zadovoljili pričakovanja naših gledalcev, ki seveda pričakujejo od takega eminentnega omizja neke končne rešitve, ampak seveda bomo še spremljali zadeve in bomo še poskušali organizirati takšno omizje, da bodo seveda dala neke odgovore na aktualni trenutek, bomo pa seveda spremljali, kaj se dogaja v Sloveniji. Jaz se vam zahvaljujem za sodelovanje na nocojšnji oddaji, vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.